Evo, hvala, nadaljujemo popoldan. Hvala, fantje. Mislim, upam, aplavz je bil spodbuden, l'applauso è stato incoraggiante. In tudi iz tega mesta se bomo tudi potem neformalno, ampak hvala za vse, kar ste nam pomagali v tem letu in upam, da ste se imeli lepo in da se boste spominjali in da nam boste še priskočili na pomoč. Ho ringraziato i ragazzi per tutto quello che hanno fatto quest'anno e spero che serbino in un ricordo particolare questa esperienza e che ci ritornino a dare una mano all'occorrenza. Allora, continuiamo con il pomeriggio, nadaljujemo s popoldnevom. Najprej jaz bi se zahvalil deželnemu sedežu Raj za Furlanjo Julijsko krajino oziroma programskemu oddelku, ki je partner pri našem Slofestu in nam je vedno sledil. In med drugim je tudi producent filma, ki si ga bomo ogledali v nadaljevanju. Dovrei ringraziare la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e la sezione di programmi in lingua slovena perché ci hanno sempre seguito, perché sono nostri partner e perché hanno prodotto il film che vedremo a seguire. Il film in questione è Trst, 5 življenjskih zemljevidov, Trst, 5 geografie di vita. Invito a prendere posto accanto a me sul palco la regista Živa Pahor. Jaz bi povabil takoj, tudi film je pravzaprav izsek 5 življenjskih zgodb, 5 oseb, 3 so danes tukaj z nami. Eden je gospod Marjan Jevnikar, arhitekt Dimitrij Valtrič in gospa Vera Stoper. Jih povabimo na oder? Izvolite. Dokler se nam bodo pridružili, naj omenim, da sta del filma tudi Martin Devčić in Darja Betocchi, ki jih žal ni zaradi drugih obveznosti. 5 protagonisti di questo film, 5 interviste, 5 storie di vita. Con noi sono 3 di queste 5 storie di vita. Fanno parte del film anche Darja Betocchi e Martin Devčić, che sono oggi assenti. Ma chiederei a Živa di un po' descriverci il film, soprattutto perché hai deciso di girare questo film. E la mia domanda è soprattutto quando hai progettato quest'opera, ti sei preposta delle idee, insomma, come si sono realizzate, se sei soddisfatta poi con il risultato, se ti sei ritrovata in ciò che il film je. Jaz bi vprašal Živo, naj nam predstavi film, oziroma predvsem bi vprašal, boste videli, so zgodbe, ki se razvijajo v tem filmu in bi Živo vprašal, ko je začela snemati, ko si je pravzaprav načrtovala ta projekt, je imela ene predpostavke, bom rekel hipoteze mogoče, in potem kako so se med filmom razvile in če je zaključni produkt, če je zadovoljna z njim in če se prepoznava v filmu. Hvala, pozdravljeni vsi, benvenuti a tutti, grazie di essere qui, hvala tudi vam, da ste tukaj z nami, grazie anche ai intervistati, quelli che sono potuti venire. Torej, ja, v bistvu ideja za film izhaja iz mojega biti Tržačanka in sem si želela, da bi nastal film, ki govori o tem, da je Trst lahko Trst prav zato, ker tukaj živimo svoj vsak dan od jutra do večera Slovenci. Allora, diciamo che l'idea del film nasce dal fatto che io sono triestina e vorrei raccontare una storia, con l'aiuto degli intervistati, che parlasse del fatto che Trieste e Trst, può essere Trst e Trst, anche perché qui ci sono delle persone che vivono dalla mattina alla sera e che sono slovene. Nisem si hotela zastaviti nobene hipoteze v resnici, želela je biti neka pripoved v tem prostoru, ne morem pa mimo tega, da ta prostor poznam. Zato v resnici sem v pripravo pri snovanju v bistvu vključevala že v izhodišču neke elemente, za katere sem vedela, da je pomembno, da
če želimo iz tega napraviti tudi eno pričevanje, da so vključeni. To se pravi, so prostori, so organizacije in so kraji. Mimo tega priznanja nisem mogla. Prevod. La traduzione, devo ricordarmi. Allora, Allora no, diciamo che non ho avuto nessuna, diciamo, sono voluta partire senza un'ipotesi di partenza, non volevo, in verità ho cercato di non guidare i racconti, ma d'altro canto sono triestina, quindi e anche faccio parte della comunità slovena, quindi sapevo quali sono i punti fondamentali di questa nostra vita in questa città e ho anche cercato di includerli in questo racconto proprio perché fosse più completo. Il risultato, diciamo che il risultato sono molto soddisfatta e sono molto grata agli intervistati perché si sono raccontati in un modo, io direi splendido, molto aperto e hanno costruito quello che poi il film è. Z rezultatom sem zadovoljna, ker so se intervjuvanci predali kameri in mikrofonu, se odprli in bili izredno, bi rekla, iskreni in so bili na razpolago temu, kar sem si želela od njih, da bi se povedali čim bolj pristno. In tudi sem zadovoljna, ker je povratne informacije so bile zelo pozitivne in vidim, da so se ljudje prepoznali v filmu, kot sem se tudi jaz. V delu vsake pripovedi, deli pripovedi vsakega intervjuvanca so tudi deli mojega življenja. Sono anche contenta perché il feedback che ho avuto è stato molto positivo e è stato anche piacevole per me perché in ogni racconto c'è anche una parte della mia esistenza, quindi insomma ci siamo riconosciuti, credo. Hvala. Bi ti postavil pa še eno vprašanje. Ko smo videli film prvič, smo si rekli, ta film je film vezan na Slofest. Sporoča tiste vsebine, ki smo si jih odvedno želeli sporočiti s Slofestom. Da koliko je pomembna povezanost med Tržačani, slovenskimi Tržačani v samem mestnem središču in vsem, kar jih obdaja. Vprašanje ne bo zelo osebno, kateri je tvoj odnos do Trsta? Če imaš rad Trst, kako vidiš? Non mi so Trsto. Quando abbiamo visto per la prima volta il film, abbiamo detto questo film trasmette l'idea che abbiamo noi quando ci siamo immaginati e quando abbiamo cominciato ad organizzare il primo Slofest nel 2013. Cioè un collegamento imprescindibile tra il centro città, tra la popolazione slovena di Trieste e la città in sé. E quindi la mia domanda è molto personale. Qual è il tuo sentimento per Trieste, Živa? Trst je moje rodno mesto in je moj dom, tudi če 17 let ne živim in sem več v mestu, ampak v Trepčah. Ostajam navezana, mislim, nič, to je moje mesto. Lahko še tako povem, da ko smo dobili priložnost, da gremo živeti v Trepče, sem se jaz zmenila s svojim možem, da ko bodo otroci veliki, ne bom več uspela biti na Krasu, se bomo vrnili v mesto, vsaj mi dva. Zdaj mesta ne pogrešam več toliko, ker mi je všeč biti na vrtu v Trepčah, ampak se čutim doma. Mislim, ko hodim po teh cestah, je to gotovo moj dom. Allora, io sono triestina, mi sento triestina, questa è casa mia, anche se 17 anni fa sono andata a vivere a Trebiciano. Quindi sì, non sono più qui ogni giorno o tutto il giorno. Quando abbiamo trovato questa casa a Trebiciano, questa opportunità, c'è stato un accordo con mio marito che in caso non ce l'avessi fatta abitare in Carso, saremmo tornati quando i bambini sarebbero stati grandi in città. Devo dire che adesso non so se ci tornerei perché mi mancherebbe il giardino, però questa è la mia città, quando cammino qui io mi sento veramente a casa.
Hvala. Upamo, da se bojo tudi vsi obiskovalci Slofesta, to je sporočilo, che hočemo dati, počutili v Trstu doma. Speriamo che tutti coloro che parteciperanno agli eventi dello Slofest si sentano, è il messaggio che vogliamo dare, si sentono a casa a Trieste. Jaz bi postavil eno vprašanje Marjanu Jevnikarju. Vi ste tisti Tržačan, bi se reklo, z največjimi izkušnjami od intervjuvancev nekako. Tako da bi vas jaz vprašal, kako se je, tudi v filmu bomo odkrili to zadevo, koliko imate vtis, da se je Trst spremenil, če se je spremenil na boljše in na slabše od vaše mladosti in kaj si obetate še za prihodnost? Sì, devo tradurmi. Diciamo che il signor Jevnikar è l'intervistato con più esperienza a Trieste, da triestino diremmo. Gli ho chiesto quanto sia cambiata la città dalla sua giovinezza e cosa si prospetta, cosa augura a Trieste. Hvala. Torej, kot pravijo Angleži, jaz sem na zgrešeni strani 40 let. Večina tukaj pa so na pravi strani 40 let. In torej je res, da imam izkušnje. Upam, da tudi to izhaja iz tega videa. Gotovo so bile razmere popolnoma drugačne in dosti manj prijazne Slovencem in morda v videu tega to ni prišlo toliko na dan, ker jaz sem vse skupaj malo olepšal, ampak že sestra mi je rekla, si moral reči, da takrat so nam rekli tako in tako dalje. Moram priznati, da v videu morda tega ni. En razlog je, da sem bil predvsej samo v slovenskih krogih, nobenih stikov z italijanskimi društvi in tako dalje. In torej nekje eno zaščiteno okolje, če hočete. Ne? Že moji sošolci so rekli, ja, ko smo hodili v šolo, so nas čakali tisti od une italijanske šole in so bili problemi. Jaz sem prihajal sam in nobenih problemov, samo to. Ja, in zdaj situacija je gotovo boljša, dosti boljša, ne? Čeprav bi lahko bila še boljša. Una traduzione rapidissima, poi mi correggerà se ometto qualcosa. Ha detto che già nel film c'è una narrazione, ma che poi sarebbe dovuta essere corretta, perché in verità anni fa non era facile essere sloveno a Trieste, ma la situazione ora è molto molto migliore. Io porrei una domanda ancora all'architetto Valtric. Sottolineo architetto perché volevo chiedergli dal punto di vista architettonico se pensa che lo sviluppo, parliamo del Porto Vecchio, parliamo di nuove aree di città, la città che si espande, la città che si innova, se pensa che ci sarà spazio per dare voce anche alle varie comunità presenti a Trieste. Bi ga vprašal, ker je arhitekt, med drugim edini od intervjuvancev, ki je Tržačan po izbiri pravzaprav, ne? In v tem trenutku se Trst širi, se Trst spreminja, o prihodnosti se veliko govori. Jaz bi ga vprašal, če misli, da je možnost v prihodnosti v tem širjenju mesta, mogoče v starem pristanišču, da bodo vse narodne skupnosti, vse razlike prisotne v Trstu prišle tudi do izraza. Ja, hvala. Jaz mislim, da je prav, da govorimo o rasti in ne o premestitvi funkcijah, ker takšno območje, kakor je začel klicati novo pristanišče, več kot staro pristanišče, po razsežnosti, da zaživi, mora vabiti nove prebivalce. Nove prebivalce, recimo kakih 10 000 novih prebivalcev, ki morajo biti motivirani. In to je tudi napisano recimo v zgodovini Trsta, v DNA Trsta. Se je že zgodilo, da se je mesto razširilo, ko so prišle nove skupnosti in poleg tistih, ki so bile, so se stavili nekako mednarodni Trst. Čeprav izgleda malo protislovno trenutku, ko mesto zgublja prebivalce, mislim, da to je prav priložnost, da spremenimo trend. Credo sia importante parlare di crescita e non di spostamento di funzioni, che il porto nuovo, come bisognerebbe iniziare a chiamare Porto Vecchio, deve essere un punto di attrazione di nuovi abitanti per la città di Trieste, perché un'area di 64 ettari come quella di Porto Vecchio
per vivere ha bisogno di nuovi abitanti, ed è già successo nella storia di Trieste che abitanti di diverse nazionalità, di diverse culture facciano parte del DNA di questa città, e anche se siamo in periodo di decrescita, quindi di decremento della popolazione, credo che questa sia in fondo l'opportunità che la città ha in questo momento. Quindi sicuramente sì, io credo che l'opportunità sia la multiculturalità, non solo per Portovecchio, ma per tutta la città. Hvala. Gospa Vera Stoper me je prosila, da je ne vprašam nič, ampak moram to povedati, ker drugače bi izgledalo zelo neuljudno. La signora Vera Stoper mi ha chiesto di non farle nessuna domanda, però devo condividerla questa cosa, se no sembrerei molto, molto antipatico. Io passerei la parola prima di concludere, anzi chiederei a Givas se vorrebbe ringraziare, aggiungere qualcosa, dare una linea guida di visione del film, o se lasciamo lo spazio al film. Lasciamo lo spazio al film. Trst 5 življenjskih zemljevidov, Trst 5 geografije di vita, režija Živa Pahor, v produkciji deželnega sedeža Rajza Furlanjo-Julijsko krajino. Camera, fotografija Gianni Tofolutti, montaža Davide Pavanello in pomočnik snemalca Loris Conti. Tako. Ker ekipa je pri filmu vse. Allora, camera, fotografia Giovanni Tofolutti, montaggio Davide Pavanello e l'assistente Lorenz Conti, perché la troupe, anzi il team, è tutto quando si fanno produzioni come i film. In dobri sogovorniki. Hvala. Dobro gledanje. Jaz sem tle od rojstva, praktično strani mame prihaja ona Slovenije, ki takrat je bila Jugoslavija, oziroma vas blizu Hrpelj, Gradišče se to imenuje. Medtem kot strani očeta je prav tle rojeno in tle so oni že od, ti rečem, 150 let. So prišli zgor z Češkega. Tle je živel nekoč bogataš po imenu Krones, ki ko so leta 1800 nekaj, 15 ali 25, ne vem, zgradili pokopališče Svete Ane, je ta gospod ni želel gledati pokopališča, ker on je hotel gledati morje, in so začeli to zemljo prodajati v teh krajih. Zato moj pradet je kupil tukaj en del zemljišča. Sem se rodil v Trstu in sem živel v Trstu praktično od vedno. Moja mama je iz Trsta in moji nonoti, strani od mame, imajo slovenske priimke, čeprav niso govorili po slovensko. Se kričijo Kavčič in Sluga. Moj oče pa on izhaja iz jugoslovanskih krajev, ker je imel pa očeta iz Slovenije, mamo iz Srbije, ki pa je bila iz bosanske družine in podobno. Potem pa sem zrasel z enim drugim očetom, ki pa ima očeta iz severne Italije, mamo pa iz južne. Se pravi, da je bilo malo tako en miks vse skupaj. V Trstu živim od rojstva. Sem se rodila, ko moji starši so stanovali blizu Rotonde del Boschetto pri Svetom Ivanu. Moj materin oče je bil iz Slivnega. Materina mama pa je bila s Trsta in je stanovala prav blizu Narodnega doma, v tisti hiši, ki je še vedno na trgu Oberdan. Oče pa je prihajal, nažalost je umrl, je prihajal iz Firenc. Njegova družina pa je bila vsekakor iz Piemonta, oče je bil iz Piemonta, mama iz Firenc.
tako da nismo prav tisto, kar se pravi trestim pa toko. Rodil sem se v Gorici, kjer sem obiskal slovenske šole do klasičnega liceja. Nato sem se izbral, da bom študiral arhitekturo, in to v Benetkah. Potem sem se spet še dalje oddaljil in sem več kot 8 let delal v tujini. Najprej v Parizu, nato v Tokiu, na Japonskem in dalj časa sem bil v Amsterdamu. Sem se naučil jezik, tako da sem se tudi počutil doma. Po določenem trenutku pa sem si želel, da bi se spet vrnil v svoje kraje in izkušnje, ki sem jih nabral okoli po svetu, nekako reinvestiral doma. Izbral sem Trst in nisem izbral druga italijanska mesta, ker sem hotel prav biti v naše kraje. Tako. Seveda Trst je tudi slovensko mesto, kakor Gorica. To je bilo tudi pomembno zame, da imaš tudi to komponento. V Trstu živim od rojstva in sem vedno bil v Trstu. Izvzamemo 2 leti, ko sem službeno bil 1 leto v Egiptu in 1 leto v Sloveniji. Naj povem, da tudi vojaščino sem odslužil prav v centru mesta, v ulici Rossetti, v kasarni ulici Rossetti, tako da sem zares Slovenc, meščan iz prav središča mesta. Torej, moj nono je bil eden od 8 otrok tovarnarja Abram, ki je imel tukaj sodarno, torej tukaj v ulici Svetega Frančiška, kjer se je potem rodila moja mati. On je prišel nekje z Komna, babica je bila z Bovca in torej sta tukaj pač si ustvarila družino, ki je bila precej številna. V tej družini je bil, mislim, 3. ali 4. otrok Josip, ki je postal odvetnik. Zanimivo, da vsi so potem se zgubili kot Slovenci. Jaz sem imel stike recimo z samim nonotom, ampak je umrl preden sem dopolnil 3. leto, tako da imam zelo malo spominov na nonota, ampak na njegovo sestro, slikarko Emo, pa imam zelo dobre spomine, tudi ker je dolgo živela in je dosegla lepo starost. In torej z njo je bilo vse po italijansko v tržaškem narečju, tako da že kot majhen sem poznal slovenščino in tržaško narečje. Slovenščino, torej pogovorni jezik, nobenega dialekta, če grem ali če sem hodil na Kras, so rekli, ta ni naš. Ampak kot tržaška italijansko narečje pa ga uporabljam boljše kakor drugi, v trgovini začnem vedno in ustrajam v tržaščini, ker mi je en jezik, ki mi je bolj blizu kakor italijanščina in torej čutiš neko večjo povezanost s sočlovekom, sogovornikom, če uporabljaš tržaščino. Oče pa je prišel iz Slovenije po vojni in torej tudi prinesel lepo slovenščino, med drugim bil profesor slovenščine, tako da doma smo uporabljali pogovorni jezik. Moje otroštvo, vsaj tisto, ki se ga zavedam, se je začelo v ulici Podromo, ne v drevoredu Podromo, kamor smo se preselili, ko sem imela 1 leto in kjer moja mama še vedno živi. In tudi moj brat, samo da mama živi v 9. nadstropju, moj brat Matej pa v 14. Ko pomislim na svoje otroštvo, pomislim na prečudovito dvorišče, ki je bilo med 3 stolpnicami, ne lepo, cementno, ampak tam smo se zbirali otroci. Nas je bilo tudi v dneh, ko nas je bilo največ poleti, nas je bilo 20. To je bilo taka zabava, prav čista brezskrbnost, koncentriranost na igro, ki je obenem napeta in sproščena. V šolo sem hodila v ulico Donadoni, v osnovno šolo Karel Širok, ki so jo poimenovali tako, ko sem bila že po mojem na gimnaziji.
In potem sem hodila tudi precej blizu vse, mislim, te poti niso bile zelo dolge. Sem hodila v kulturni dom, kjer se nahaja še danes Slovensko stalno gledališče, kjer smo imeli vaje z dirigentom Stojanom Kuretom. In recimo od 5. do 13. leta sem pela v zboru Glasbene matice. Srednja šola, nižja srednja šola pri Svetem Jakobu, torej dol po Viale d'Annunzio in gor potem do Svetega Jakoba. In potem počasi mesto, gimnazija, Sveti Ivan, torej spet povratek k začetku. Na začetku smo stanovali v ulici Torrebjanka, 100 metrov od glavne pošte, v hiši, v bistvu v stanovanju, kjer je imel moj nono svojo pisarno. V hiši so bili še drugi Slovenci, med drugimi slikar August Černigoj, in to je trajalo do mojega 16. leta. Potem smo se preselili v večje stanovanje in to je, kjer sem zdaj, kilometer daleč, torej pri cerkvi Srca Jezusovega na ulici Ronko in na ulici Svetega Frančiška, in od takrat sem tukaj. Osnovna šola je bila kilometer daleč, to je bila šola, ki je zdaj ni več, na ulici Svetega Frančiška, na vogalu z ulico Rismondo. Tja so me na začetku spremljali vsakič starši, ker vmes je bila ulica Carducci, ki je v tistih časih bila nevarna, recimo, ker avti so vozili v obe smeri, v sredini sta bile dve tračnici za tramvaje, ki so vozili v dve smeri, in tako da včasih so me peljali k noni, da sem tam prespal, ker nona je imela hišo ob šoli. Kadar je hotela, je potrkala na steno in jaz sem bil v razredu, ne vedno, ampak kakšno leto sem bil v razredu in sva si pač izmenjavali take pozdravčke. Igrali smo se v Ljudskem vrtu s kolesom. Sicer mama je zelo kmalu se toliko potrudila, da je pač naredila šoferski izpit, kupila avto in smo vedno hodili na Kras. Poleg tega od mojega 8. do 14. leta približno smo hodili na Kras celo poletje, in tam smo živeli kot domači, ker smo imeli krave, smo hodili past in takole. En kraj, ki me spominja na mojo mladost v Trstu, je na primer Trg Perugino, kjer sem šel, čeprav je tle blizu, s kolesom, in tam pa sem krožil dosti kilometrov s tem kolesom in se spomnim razne popoldneve, ki smo tako z prijatelji govorili, se hecali, se smejali, vedno na kolesu. In smo se imeli fajn, je bilo lepo. Smo živeli v mestu, v smislu ni bilo teh, ne vem, gozdov ali ne vem, ti kraji, kot so naprimer, ne vem, Bazovici ali dolina Glinščice, kjer se lahko prav raztečeš in brez skrbi. Smo bili tle, je bilo zelo lepo vseeno. Smo 4 sestre, imam bratrance, 3 bratrance, potem druge bratrance, drugi 3. Smo bili samo mi, nas je že bilo dosti pri hiši, bi rekla. In smo po njivah se tle igrali, so bile druge hiše, samo so bili odrasli, niso imeli otrok, oziroma so bili dlje in so bili Italijani, ne Slovenci. Smo hodili v šolo Svetemu Jakobu in potem pa sem šla na višjo šolo Svetemu Ivanu in na trgovsko šolo Žiga Zojs. Moja mama, ko je bilo treba zbrati vrtec, je izbrala slovenski vrtec Albin Bubnič v Miljah. Se je zdelo pametno, da bi njen sin se učil en drug jezik. Moj oče ni mislil podobno kakor ona, in ker je mislil, da verjetno bi imel dosti večje težave pri nalogah ali že samo tako pri jeziku in z prijatelji, da ne bi govoril dobro ne jezik, niti drugega. Sem srečen in vesel za to izbiro, ki je imela mama. In ja, po moje je izbrala dobro, v smislu, je izbrala lepo. Ko sem končal vrtec,
Je bila tukaj ta šola na ulici Donadoni, kar je širok, in tja sem hodil prva 2 leta osnovne šole, potem pa so jo zaprli, ker nas je bilo premalo. In potem zaradi tega sem se vrnil spet v Milje. Takoj po osnovni šoli smo zbrali za srednjo šolo pri Svetem Jakobu, Ivan Cankar. In to je bilo res blizu doma, sem lahko šel peš, recimo. In potem pa, ker više šole so vse pri Svetem Ivanu, v Trstu, smo skupaj z mojo mamo, ki se je tudi menjala delo, oziroma je menjala kraj, kjer dela, sva se preselila oba pri Svetem Ivanu. In tam sem obiskoval licej, jezikovni, Prešeren, in tudi tam sem lahko šel peš v šolo. Kot mlada punca nisem imela dosti prostega časa, saj sem trenirala odbojko pri Svetem Ivanu z zborom in v večernih urah sem tudi popevala v cerkvenem zboru, v mladinskem zboru in to v Trstu. V sobotah po nakupih kot s kakšno prijateljico ali s sestrami gledati trgovine, kino. Ma večji del ti rečem, da v sobotah smo imeli tekme in večji del je bilo. Če je ostalo kaj prostega časa, smo se mogli učiti. Drugače sem bila v telovadnicah. Smo se premikali z avtobusi, razen nas so hodili tudi drugi fanti in dekleta z teh krajev. In so večkrat, ko smo stopili gor na avtobus, žalili, eko, žeriva izčaveti in tašne stvari. To so samo, ko nas je bila skupina, ker več kot toliko niso mogli. Medtem, ko če si bil sam ali kaj tašnega, so te lahko vlekli za lase, so te kaj ščipali. Smo pustili, da naj delajo, saj itak, če oni so zabiti in ne znajo 2 jezikov, mene ni tiče. En prijatelj od mojega fanta je bil Italijan in prvo se je družil z našo slovensko manjšino in smo z njim bili. In drugače, v mlajših letih jaz prijateljev v italijanskem krogu nisem imela. Je bila prav izbira, ni bila nobena danost. Veš, kaj hodiš v slovenske šole, se družiš s Slovenci, ni tako. Smo hodili po Krasu, več po Krasu kot ne v centru mesta samem, ker mi smo imeli šagre, smo imeli te plese gor po Krasu, medtem ko v mestu jaz nisem bila nikoli v eni diskoteki. Jaz sploh ne vem, kako je. V Trstu, v centru Trsta. Hodili smo k Maši, k Svetemu Antonu. Maša je bila ob nemogočih urah, ob 7 zjutraj. Če pogledamo zdaj, je dosti manj ljudi kot enkrat. Enkrat je bilo precej več Slovencev v tistem koncu in torej tam smo imeli tudi skavte in torej je tudi to privabljalo iz širše okolice. Kaplan je bil znani Jože Prešeren in zbor je bil vedno na višini, kot je še vedno zdaj. In v tistih prostorih v cerkvi v stolpu, v zadnjem nadstropju, gor po stopnicah, visoko gor v stolpu, v zadnjem nadstropju, je bila ena majhna soba in tam smo imeli svoje redne sestanke po maši, skavtske. In to je trajalo recimo 3 leta. Jaz sem začel, ko sem bil prvi nižji, sem pač začel pri skavtih. In torej po 3 letih je gospod Prešeren odkupil z denarjem, ki so ga nabrali verniki za mladino, je kupil eno hišo na Škorkli, hišo, ki je imela tudi zraven igrišče, da smo lahko igrali nogomet, odbojko in tako dalje. In potem to se je leta in leta se je hodilo po maši gor po teh stopnicah, kar je bilo v hrib. Smo hodili na ta sedež, ker smo imeli redne tedenske sestanke kot skavti. Do konca nižje srednje šole sem obiskoval samo italijanske športne kroge. Praktično izven šole nisem nikoli
treniral mojo slovenščino. Sem treniral, ampak v italijanščini. In končno, ja, ko sem začel višjo, tam je tudi štadion, 1. maj, in tam pa sem poskusil igrati košarko. In tam tudi, ta bi bil moj prvi slovenski krog, oziroma športno društvo. In tudi tam, čeprav večina igralcev, soigralcev so bili tudi oni italijansko govoreči doma, so govorili po italijansko. Ne samo v moji ekipi, ampak z našimi derbi, s Kontoveljom, z Jadranom in z Bregom, s Koljom. V kratkem času se je ta slovenščina razširila oziroma se je ovadil dosti več kot prej. Ko sem obiskoval slovenske šole, ampak sem pretežno se družil z italijansko govorečimi prijatelji iz Trsta, šola je bila praktično kakor en tečaj, v smislu končal tečaj, končala poraba jezika. In po eni strani mi je bilo lažje, ker tudi doma sem govoril samo po italijansko ali po tržaško in nisem niti mislil nikoli po slovensko ali pa kako se zgodi zdaj, da sanjaš ali misliš po slovensko. Smo se vsi zbirali kot gimnazijci oziroma višješolci na trgu Oberdan. In drugi kraj, zelo pomemben mojega najstništva, je bil Špaten, ki je bila takrat prava institucija in je bil kraj, kjer pa so prodajali pivo, tudi seveda ne alkoholne pijače, ampak mi smo si privoščili vsak popoldan pivo. Zanimivo je bilo to, da Slovenci v mestu smo se dobivali ne vsi, pač tista generacija iz gimnazije, smo se dobivali vsak dan ob 6:30 v mestu Piazza Oberdan, ker smo bili zares osamljeni, ne drugače, smo bili tako malo posejani tu pa tam in zato smo morali vsak dan iti v mesto. Jaz sem začela delati v pisarni in tam sem vedela, da vse, kar sem se učila 5 let, da ni bilo prav po mojih potezah. Zato sem se odločila, da bom začela prodajati cvetje na tržnici na Ponterošu, kjer tam je bila zraven tudi moja sestra, ki prodaja zelenjavo, pridi tudi še ti, bomo bile skupaj in smo tako začeli. Tam so bile nekatere starejše osebe, ki so prodajale cvetje, zelo borbene in je bilo težko priti do ene prodaje, ker so one imele že njihove stranke, so tam bile že 50 let. Te moje kolegice so bile z Proseka in so imele stojnice. Smo bili v 4, za reč po pravici, medtem ko na tleh, to brez stojnice, so bile nekatere tudi Italijanke, ki so bile z Rojana, tam z tistih krajev. Jaz sem vedno govorila po slovensko, če je prišla stranka po slovensko, in v italijanščini, če je prišla italijanska stranka. Nekateri na začetku, leta nazaj, so te gledali malo po strani, kako ta govori. Danes tega ne vidim, ker s kolego govorimo v slovenščini in pride noter stranka, ni nobenega problema, počaka, da končamo pogovor in vpraša. Medtem ko nekoč, ko je prišla stranka in če so med kolegici govorili v slovenščini, se je več kot kdo obrnil in šel stran. Jaz osebno nisem nikoli čutil eno trenje med mojimi prijatelji oziroma z Trsta, vedno z Trsta, ampak Italijani ali Slovenci. Morda parkrat, ko smo igrali, ko na tekmah nekdo, ne vem, ali je bil preveč priden ali premalo in se je tako so začeli te klasični stavki, tega ne opravičujem, ampak vem, da se zgodi. Se zgodi na vseh nivojih in predvsem, ko si otrok, večkrat tudi zaradi verjetno družine in staršev, namesto da bi preprečili to, še izzivajo in
dajo slabe misli tem otrokom. Moji spomini nažalost so vezani na neprijetne dogodke, vedno vezane s slovenstvom oziroma z italijanstvom, in to je zanimivo. Recimo se spomnim iz višje šole, se spomnim recimo drevoreda 20. septembra, kjer so imeli fašistična mladina imela svoj sedež. Nekaj časa sem zares morala, nažalost, obiskovati italijansko gimnazijo, ker moj oče, kot sem že omenila, je bil Italijan. V določenem trenutku se je spomnil, da je Italijan. Moj oče, ki je bil vedno zadovoljen, se je kar naenkrat spomnil, da je Italijan in da imajo otroka v slovenski šoli in da to ni korektno. In zato se spomnim, nekako mi je predlagal in jaz nisem imela poguma, da bi mu rekla, da absolutno ne, mi je predlagal, naj grem na italijansko gimnazijo in dejansko potem sem tudi jo začela obiskovati in potem začela delati pasivno rezistenco kot Gandhi, sem dobivala trojke, so me precej hitro prepisali na slovensko šolo. No, tam se spomnim, da eno jutro ja in eno jutro ne, je bil pretep med znanim voditeljem fašistične mladine v Trstu Menjo, ki je takrat obiskoval verjetno 4. razred, in pripadniki, ki pa jih nisem poznala, ker seveda meni je vzbujal grozen strah Menja. Drugih nisem poznala, tudi ker so se vrstili. Meni je bil vedno on, drugi so se vrstili. Vsak drugi dan pretep pred šolo. Jaz sem imela veliko občutek odtujenosti na italijanski šoli. Po drugi strani pa sem večkrat imela občutek odtujenosti v slovenski družbi. To je nekaj, kar mislim, da je zaznamovalo mojo mladost in moje otroštvo, čeprav se tega zavedam šele morda kakšnih 5 let. Zdaj se zavedam. Se spomnim recimo otroštvo na dvorišču, sem že povedala, kako sem uživala in kakšna sreča je bila zame tisto dvorišče. Ampak ker so bili sami Italijani, torej jaz sem bila tam, sicer so vedeli seveda, da sem Slovenka, ampak sem z njimi vedno govorila italijansko, ni bil vprašanje identitete ali narodnosti, ni bilo nikoli aktualno. Isto se je dogajalo potem na gimnaziji. Če si bil Slovenec, ki je zahajal v italijansko družbo, je bil vedno občutek, da kar na lepem, da ti lahko kdo reče ščavo. S tem seveda nočem reči, da nacionalizem je bil enostranski, ker je bil oboje stranski. Ko sem bila v slovenski družbi, sem večkrat slišala, kako so sošolci ali prijatelji, ta je Italijan, kaj hočeš Italijani. Ali pa celo starši, moje prijateljice, ki so ji prepovedali, da se druži z Italijanom, s fantom pač, ki je bil Italijan. Tako da moram reči, resnično ni bilo lahko. Moje mnenje, zaradi česa so ti spori, te razlike, po moje je samo stvar, kako se reče, lenobe in tudi to, da večkrat se zgodi, da če kdo govori po slovensko, ne vem, na primer na avtobusu ali na kakšnem trgu, oseba, ki ne razume, misli, da govorijo slabo od njega. Je stvar tako, ignorance. To, da človek ne ve in se straši. Se mi zdi malo žalostno, zato ker nekoč so vsi vedeli vsaj 2-3 jezika, slabo verjetno, oziroma ne odlično, slovnično, pravilno, ampak se je dalo govoriti in je bilo lažje, je bilo bolj prijetno, gotovo. Sta dva svetova, ki se redko kdaj srečata, čeprav se mi zdi tako naravno, da mene niti toliko ne moti. Ker sem jih imel že v hiši pri noni, recimo, ne?
na tej strani hodnika po slovensko, sem šel čez ena vrata in je postalo italijansko. Ampak teta tudi je znala recimo slovenščino, ampak je ni govorila, je razumela. Se spominjam, da ko sem bil na osnovni šoli, prve vaje sem moral ponavljati, brati, čitati in se usedla k meni in sva skupaj brala Martina Krpana. Tako da me je ona popravljala, to ni tako. Ampak drugače je bilo avtomatično, da je tržaško narečje. Sta bila enakovredna jezika, plus smo imeli varuške, ker oče in mati oba profesorja in v glavnem so bile to Italijanke. Tako da je bilo obdobje, ko sem z drugim bratom se pogovarjal po italijansko, starše je bilo to sramota, skri se, ko pridejo obiski, da te ne vidimo in podobno. Določene stvari so bile italijanske, ker sem delal tisto, določene stvari so bile slovenske, ker sem delal tisto, ampak brez nobenih problemov. Sem pisal dnevnike v italijanščini. Zakaj? Ker naslov vsake strani je bil febbraio in torej se nadaljuje oggi sono in tako dalje. Ne? Dokler mi ni ena od punc, s katerimi sem hodil, prepovedala, mi je kupila nov dnevnik, od zdaj naprej slovensko. Drugače bi mirno pisal v italijanščini. Poročila sem se s Sergijem, kateri je tudi on slovenske manjšine in skupaj sva zgradila družino in imava dvojčka. Smo vedno krožili v slovenskem ambientu in tudi ona dva sta v jaslih, v osnovno šolo, srednjo šolo in pa višjo, vse slovenske šole šla skozi. Sta tudi ona dva v slovenskem krogu, sta začela z plavanjem, to pri Boru, in potem pa sta se odločila, da bosta vadila košarko. In začela sta pri Bregu, sedaj pa eden je pri Bregu, eden pri Boru. Samo 1 oziroma 2 leti sta igrala pri Don Bošku in tam sta spoznala italijanski svet, recimo, ne. In imata še dan danes dobre odnose s temi fanti. Smo se tudi mi starši zelo lepo razumeli. In se še dan danes srečujemo tako vsako toliko. En kraj, kjer doživljam dosti ur mojega dneva, je železniška postaja v Trstu. Dosti ur na dan in na teden. Tam urejamo vlake in lepo delo. Eno delo, ki mi da zadoščenje, ko pa imam čas, sem večkrat pri Boru, na stadionu Prvi maj, kjer treniram, kjer pomagam za kar je treba, oziroma skušamo si pomagati eden drugemu. Kot rečeno, od višje šole je postala malena družina, ta družba, to združenje. Športno združenje Bor, so še drugi prijatelji, taborniki z roda Modrega Valja. Tam tudi sem začel malo za hec, sem šel direktno na tabor. Prvega dneva sem se čutil tudi zelo lepo in hvala vodnikom od takrat in tudi bratov in sester. In ja, tudi tam, ko imam čas, rade volje pomagam. Moje življenje se v glavnem v Trstu odvija v Terezijanski četrti, se pravi v centru mesta, kjer živim in kjer imam tudi svojo pisarno in tudi družabno se srečam s prijatelji za kavo zjutraj ali pa popoldne, za kakšen aperitiv, zvečer in tako naprej. Drugače pa je tudi vezano seveda na življenje hčerke, ki obiskuje osnovno šolo v Barkovljah. In poleg tega tudi športna društva, kot so na primer Jadralno društvo Sirena in športno društvo Bor. In tudi tisti je važen del seveda svojega življenja.
Mesto mi ustreza, ker imam vse 2 koraka. Jaz sploh kamor grem povsod peš in sem imel srečo, ko sem hodil v kasarno kot vojak 1 leto, sem hodil peš, ko sem poučeval na šoli gor pri Svetem Ivanu, sem hodil peš. In torej, ko smo začeli tukaj v trgovinah, si naredil 2 metra in si imel eno trgovino, drugih 5 metrov drugo trgovino, v enih so bili Slovenci, v drugih ne. In torej je bilo zelo enostavno življenje. Fizično se premikam peš, recimo, v mestu, ker prvič, ker razdalje so tudi tako majhne, nepomembne bi rekel, ker v 10 minutah zares si povsod. Drugo, ker je tudi mesto prijetno za pešce postalo. In avtomobil uporabljam v glavnem, ko grem izven mesta, tudi za nakupe. Jaz imam to zares pod svojo pisarno, imam trgovine vsega. Tako da mi ni treba, da grem, ne vem, izven mesta do nakupovalne centre in tako naprej. In seveda meni je tudi dosti bolj všeč, ker imaš en osebni odnos z osebami. Postanejo del tvojega življenja, del tvojega teritorija, nekako te osebe, njihov nasmeh, pogovor, pozdrav in tako naprej. Nakupovanje zame se dogaja še vedno v mestu. Pravim mesto so kar ulica Fortunio in na obrobju recimo mestnega središča. V mestu, v središču morda je manj vidno, ampak tukaj, recimo na obrobju središča, mislim vsak drugi dan zapre trgovina. Tako da to nakupovanje ne vem koliko bo trajalo. Zdaj živim še vedno na istem območju svojega otroštva, nad ulico Donadoni, kjer je bila moja osnovna šola. In 110 metrov od gledališča slovenskega. Še vedno je prisoten Sveti Ivan, zato ker poučujem, kot sem rekel, in se vsak dan peljem do Svetega Ivana z avtom, kjer imamo slovenske višje šole. Potem pa hodim v mesto dosti na recimo prireditve, še bolj pa recimo v kino. Zelo rada zahajam, mislim, v mojo osebno geografijo mesta absolutno spada kino Giotto, ki je kino, ki predvaja pretežno kvalitetne filme. In polagoma že z univerzo se je tudi razširil na tipično sprehajalno cono, recimo območje, recimo sprehajalno območje, in sicer, ki ga zelo ljubim, zame sprehod v mesto pomeni to, in sicer sprehod tudi peš po Korzu, prej po drevoredu D'Annunzio, trg Goldoni, Kors in potem končno se pride do Borznega trga, trga Zedinjene Italije, Kavane, se pravi starega mesta, in Dulcis in Fundo se pride do Pomola, ki ga danes imenujemo Pomol Audace, takrat Slovenci so ga imenovali Pomol San Carlo, kjer je božansko lepo. Nimam dosti prostega časa, oziroma moj prosti čas je zelo omejen. V sobotah sledimo tekmam otrokov. Eden na eni strani, eden na drugi, ker danes se tudi križajo tekme, in drugače v gledališče, če gremo v gledališče italijansko, ne slovensko. In se dobivamo redko kdaj, kakšenkrat z exo-odbojkaricami, gremo na piso ali kaj podobnega. In drugače s kakšno prijateljico na sprehod, ne dosti krat, moram povedati odkrito srčno zaradi mojega dela. In ja, če večji del se zvija vse v Trstu, ker ne hodim, nimam prijateljev, da bi hodila kamokoli, oziroma imamo enega prijatelja v Lavarjanu, je blizu Vidma, ki je tam prijatelj mojega moža, in gremo tja.
Vezi z italijanskim in slovenskim svetom se prepletajo samo na literarnem nivoju. Moram takoj povedati tudi, da nisem zelo družabna in nimam ne vem kakšnega družabnega življenja. Ampak recimo vidim, da na kulturnem nivoju jaz prevajam, torej recimo med pesniki, med pisatelji, med prevajalci je zelo dosti sodelovanja ali pa vsekakor morda, ker jaz prevajam iz enega jezika v drugega, morda jaz sem vedno tam, ko vsekakor so Slovenci in Italijani. Kar se tiče drugega, ne vem, zato ker v bistvu moje življenje se je tako preveslo, da imam pretežno slovenske prijatelje, ampak to je stvar slučaja. Morda povezana s tem, da me mož je Ljubljančan. Dan danes kot upokojen nimam recimo dosti poti, ki ne bi bile tiste poti, ki me zabavajo, torej sprehodi in tako dalje. In torej imam določene poti, ampak to je tudi recimo v zvezi z radijskim odrom, kjer sem že od leta 72 in to mi vzame nekaj časa in torej ponavljam, tudi to je blizu 500 metrov, ne meter več, ne manj. Potem v isti stavbi imamo razne organizacije, imajo svoje sedeže, vse skupaj je v okviru zadruge in v tem odboru, ki skrbi za te zgradbe, sem tudi jaz in tudi to vzame nekaj časa, drugače pa moj prosti čas je moj prosti čas. V stavbi ulici Donizetti je tudi Peterlinova dvorana, kjer imamo redne tedenske večere o ponedeljkih in torej tudi to je moja običajna pot, vsak ponedeljek zvečer sem tam. Potem je Maša, torej ko sem bil v ulici Torebjanka, je bila to cirkus svetega Antona, novega svetega Antona, zdaj pa je cirkus pri svetem Ivanu. Potem je gledališče, sicer ne poln abonma, ampak osnovni in to je to. Drugače pa me dobite poleti na kopanju, to v Barkovljah, torej proti Miramaru, jeseni, spomladi po Krasu, po zimi tudi. Trst je multikulturno mesto v obleki, to je nedvomno in to mislim, da vsakdo, ki pride izven mesta, nekako se tega zave. Je tudi zelo različno mesto od drugih italijanskih mest. Zaradi tega verjetno tudi postalo zanimivo v zadnjih časih na državnem nivoju. Po drugi strani pa to multikulturnost Trst bi moralo več gojiti, po mojem. In to ne govorim samo o slovenski prisotnosti in tudi o prisotnosti drugih narodnosti, ki so iz Balkanov ali druge prisotnosti so, naprimer, tuje, ki prihajajo naprimer, na znanstvene inštitucije, ki jih je mnogo, naprimer. Tudi to pripomore, da mesto postane bolj zanimivo, malo bolj sveže, da prinešeš tudi določene izkušnje iz drugih krajev in drugih navade, zakaj da ne. Meni življenje v mestu dopade. Se dopade dosti, ker lahko greš peš povsod, pozabiš kaj, lahko greš takoj povsod. Trst je tudi majhno mesto in je vse zelo blizu in lahko rabiš avtobuse, da se premikati. In imamo dosti lepih krajev tukaj v Trstu, zgodovinskih. Seveda tudi življenje na Krasu bi lahko bila ena lepa opcija, ampak ne vem, se mi dopade eno in drugo. V tem trenutku sem zelo vesel tukaj v centru. Ko mislim na Trst, mislim seveda na Veliki trg in na morje. In
sem se zavedal, ko sem potoval na daljše, krajše potovanja, da ko sem se vrnil z vlakom in smo prihajali recimo iz Benetk, iz Benetk, vsakeč, ko smo prišli tam pred Barkovelj, tam po nabrežini praktično, tam, ko vidiš morje in vidiš Trst tako po noči ali čez dan, je bilo čudovito in me je zelo, tako, mi je manjkalo. In sem bil zelo vesel, ko sem videl ta panorama. So določene slovenske točke, ki so zame zelo pomembne, in sicer najbolj knjižnica, knjigarna mi zelo dosti pomeni, tudi zato, ker je na lepi lokaciji in zato, ker je prijetna, v njej prirejajo razne predstavitve knjig, razne okrogle mize, tako da je zares za Slovence pomemben prostor. Važno mi je seveda tudi gledališče. Važen mi je Narodni dom, čeprav ga ne doživljam čustveno. Sem pa zelo navezana čustveno na Rižarno, ki je tudi slovenska, ampak ne samo slovenska, kamor zahajam vsako leto na zelo pomembno proslavo, ki ne bi izgubila. Res moram biti prav bolna, da jo izgubim. 25. aprila, ki je dan osvoboditve Milano izpod nacifašistov, je tam zelo pomembna proslava. Ko bomo Slovenci začeli proslavljati tudi v Narodnem domu, morda bom tudi začela ga doživljati bolj čustveno. Druga zelo pomembna točka iz mojega zemljevida je ulica Svetega Frančiška, kjer se nahaja slovenski klub, kulturni klub, kulturno društvo. Do nedavnega bilo eno redkih, mislim ob Društvu slovenskih izobražencev na desni strani ulice Svetega Frančiška, eno redkih slovenskih kulturnih društev v Trstu. Hvala slovenskemu klubu in spodbudam, ki sem jih dobila v slovenskem klubu, smo pričeli tudi kulturno politiko, če lahko jo tako imenujem, odpiranja društva italijanski družbi. Italijanski kulturni trg zame je v glavnem Teatro Miela, kamor sicer sem zahajala predvsem, ko sem bila nekoliko mlajša in mi je bil zelo všeč, zato ker je še vedno nekoliko eksperimentalno, malo alternativno, ga imam zelo rada. Knjigarne in kino. Če bi morala v tem svojem idealnem zemljevidu postaviti kraj, ki najbolj označuje Trst, morda Malo Audace, se pravi pomol Audace oziroma San Carlo, zato ker je bil pomol, ki ga opisuje že Goethe v svojem znamenitem ciklu. Pomol Audace pa mi je zelo drag tudi iz drugega razloga, vezanega prav morda na postopno odpiranje Trsta slovenskemu življu, branje slovenskih poezij in slovenske proze, menda med prvo Iljevo upravo, tudi za italijansko publiko, prav na pomolu. Se spomnim, proti večeru slovenski avtori so brali svoja dela v slovenščini in italijanščini. Takrat je bilo nekaj izjemnega. Danes, hvala Bogu, ne več. Seveda, kot vsi, imam najbolj priljubljene točke v mestu. Eno je del mesta, v katerem živim, Terezijanska četrt, ki mi daje občutek nekakve urbanosti mesta, tako da me veže tudi na širši svet, bi rekel, in seveda kanal v mestu je verjetno ena najlepših prostorov. K sreči tudi stanovanje, kjer živim, ki se nahaja nasproti postaje, ima krasen pogled ne samo na staro pristanišče, ampak na celoten zaliv, tako da tudi to mi daje odprtost in, ko bi rekel, tudi značilnost teritorija, vezanost na morje, na Kras. Potem pa obstajajo tudi, ko bi rekel, družabni in prostori vezani na prost čas, naprimer športno društvo Sirena, kjer se nahajam večkrat poleti, ki je
zelo pomembno, ne samo iz športnega vidika, ampak tudi, ker predstavlja eno stično točko iz družabnega vidika za nas Slovence v mestu. Moje ključne točke so bile Sveti Ivan, Trst center in tle ulica Campanelle v Antiko, kjer stanujem praktično. So bile 3 pozicije, kjer sem jaz preživela praktično moje življenje. Jaz v Trstu se čutim prav doma in po moje ne bi mogla živeti, tudi na Krasu ne bi živela jaz. Jaz, kjer živim, zame je krasno. Si 5 minut do Trsta, do centra Trsta, gledam morje, sem v naravi, nimam hrupa od mesta samega in po moje tle je odlično. Gotovo morje v Trstu, torej Nabrežje, torej te čudovite palače, ki jih premore Trst, ker je bil enkrat več kot je zdaj, ne? Torej Nabrežje v celoti, pogled na mesto z konca Pomolja, ob morju čudovit sprehod, recimo jaz se spominjam, da sem izkoristil recimo to Nabrežje, recimo zadnji sprehod z dekletom, s katerim se je ljubezenska zgodba končala, je bil nalašč prav tam. Potem tam sem večkrat filmal, ker moj konjiček je bil že od majhnega filmanje in torej dosti prizorov pri morju, kar je pač hvaležno. Nažalost, slovenski Trst premore tudi bolj žalostne kraje, kot recimo Boris Pahor v svoji knjigi Trg Oberdan zelo dobro opisuje, kako se postaviš na trgu Oberdan v določeno točko in vidiš istočasno 3 kraje, kjer za Slovence je tragedija, ne? Recimo Narodni dom, bivša Tržaška kreditna banka in sedež Gestapa. Čeprav zdaj na trgu Oberdan, lahko rečemo, hvala Bogu, imamo knjižni center 360, imamo zbirališče dijakov, ki predno se odpeljejo naprej proti svetovjanskim šolam, se tam dobivajo in to je tudi izredno važna zadeva, vsaj po mojem. Drugo pa so samo spomini in tako dalje, ne? Table. Sem pomislila, da bi šla iz Trsta proč in verjetno bi že šla, če ne bi moj mož, ki je, ponavljam, Ljubljančan, bil zagrizen meščan. Jaz moram reči, da sem se z leti zelo navdušila nad naravo. Ravno zaradi tega v ta zemljevid spadata tudi še druga 2 kraja in sicer ali pa morda 3 kraji. Zelo važna pot iz železniške postaje v Barkovlje, kamor hodim vedno se kopat poleti. Z možem in hčerko smo člani društva Sirena. In potem druga pot me pelje na Dolgo Krono, ki je tudi izven mesta. Tretja pot pa me pelje vsak teden, vsaj 2-krat z mamo na sprehod v gozdiček pred Ferdinandeom. Parkrat sem pomislil, da sem bi preselil iz Trsta. Enkrat sem poskusil. Sem s prijatelji šel v Avstralijo. Ni uspelo, ampak ni rečeno, da ne bo. Jaz Trst čutim, da sem doma in tudi kada sem v tujini, zame, jaz mislim večkrat na Trst. In ko vidim nekaj lepega v enem drugem mestu, naprimer, ne vem, karkoli, mislim, bi bilo lepo, da bi bilo tudi v Trstu, tako ali podobno. V zadnjih časih, ja, je treba pomisliti tudi za delo in za življenje, za bodočnost. Ja, se zgodi, da kakšenkrat mislim, redko kdaj, ampak se je zgodilo. Bi šel tle blizu, ne, da se bi lahko vrnil v par ur, da bi bil lahko nazaj domov. Razlogi so pretežno službeni, dokler recimo nas italijanska vlada, kako se vodi, je, ja, človek lahko je tako, kako se reče, da se mu splača verjetno tudi živeti, ne pod italijansko vlado.
Jaz o sebi bi rekla, da sem Slovenka in Slovenka z Trsta. Se ne čutim del manjšine, ampak se čutim del Trsta. Jaz čakam, kdaj bo napis Trst Trieste pred mestom, ker zdaj sledim, kako se bliža. Enkrat tega ni bilo dvojezično, zdaj ga imamo na križišču pri občinah. In upam, da ga bom doživel, da bo pri univerzi. To je recimo banalno, ampak odraža stanje, ne? Torej počasi se spreminja, nekaj pridobivamo, dosti pa istočasno zgubljamo, tudi po svoji krivdi, tudi po krivdi situacije, kot je, ekonomskih zadev, manjših družin in tako dalje. Ne? Jaz mislim, da se je stanje v mestu, kar se tiče integracije oziroma sožitja Slovencev in Italijanov, dosti izboljšalo v zadnjih desetletjih, tako da je precej različno tiste, kar je bilo, ko sem bil otrok, na primer. Osebno nisem doživljal nobenega problema te integracije. Mislim pa, da Slovenci v Trstu, tisti, ki živimo v Trstu, in pa Slovenci v Italiji nasploh, bi rekel, nujno, trikrat povem, da je podčrtano, potrebujemo eno stično točko v samem centru mesta, v jedru mesta. Seveda so šole, gledališče in tako naprej, ampak niso v samem jedru mesta, v centru mesta. To središče, to poslopje, ta center bi pripomoglo k dokončni normalizaciji naše prisotnosti v mestu. Bi morala seveda biti multifunkcionalno, seveda je multifunkcionalnost, ki bi predstavlja ekonomijo, kulturo in družabnost. Važno je tudi, da razumemo, da mi bomo uspeli, če bo Trst uspel, ker smo del tega mesta. Ne? Lahko gledamo na zglede seveda po celem svetu, imamo pa take zglede tudi seveda doma. Lahko, če gledamo na Narodni dom v Trstu ali Trgovski dom v Gorici, seveda to so ne samo primeri, ki so vezani na našo narodnost, ampak so neverjetno efektivni primeri tega, so lepo delali, so bili v centralni lokaciji, so bili stavbe, ki so prikazale sodobno našo prisotnost v mestu. V tistem obdobju, ker sem šel iz pretežno italijanske, recimo, družbe na bolj slovensko, je bila ena velika razlika s tem, da sem prav spremenil tudi malo moj pogled na razne stvari, ki so se mi dogajale okoli. In morda sem zbral eno identiteto različno od tiste, ki je bila prej. In ne vem zakaj, se mi zdi bolj blizu meni, čeprav je prišla kasneje. In je prav spremenila, kako se reče, ne? Da je postala težja na eni strani kot na drugi, recimo, ne? Se je prav premaknila. In sem vesel tudi, da je prišla kasneje, v smislu, ker sem videl iz raznih zornih kotov, ne? Isto realnost, isti kraj, isto sebe tudi, ne? In mi je zanimivo in mi je prav tako. Nekoč me je Trst dosti bolj bremenil. Še vedno se spominjam tistega močnega občutka, ko sem vedno isti občutek, ki je preganjal, mislim, vsakega Slovenca moje generacije, kaj šele Slovenca prejšnjih generacij, ne? Da ko si bil na avtobusu in si se pogovarjal v slovenščini, je bil lahko vedno kdo, ki ti zabrusil tisto neprijetno besedo, ki ne bi rada ponavljala. Zdaj v Trstu se počutim zares doma. Enkrat pa se nisem.